Pokukali smo v hladilnik živalskega vrta v Ljubljani. Pridružili smo se terapiji s konjem. Vabimo vas k opazovanju ptic v naši okolici. Danes smo se ponovno oglasili v živalskem vrtu v Ljubljani. Pogledali bomo, kako tukajšnje živali preživljajo zimo. Danes bomo spregovorili o plazilcih. Kaj zima, pravzaprav pa nizke temperature, pomenijo za plazilce in njihovo življenje? Ker imajo plazilci nestalno telesno temperaturo, odvisno od okolja, je zima nekakšno stresno obdobje, ki ga preživijo otrpli, pravimo, da prezimujejo. No, v naših terarijih v vivariju so stalni pogoji, vendar na njih vpliva tudi dolžina dneva, tako da jih tudi mi prezimujemo. Na kakšen način jih vi prezimujete? No, če na hitro rečem, da jih damo v hladilnik. Samo prezimovanje traja najmanj 2 meseca. Najprej poskrbimo, da prebavijo vso hrano, ki so jo dobili, tako da jih nekaj dni prej ne hranimo. Potem jih damo v manjši terariji, v primerno vlažno šoto z zamahom, nekje na 10 do 15 stopinj za en teden, nato pa za 6 tednov v hladilnik s tem terarijem vred, kjer je 5 do 7 stopinj. No in potem, ko končujemo prezimovanje, spet jih počasi ogrevamo, tako da so en teden na 10 do 15 stopinjah in potem jih vrnemo v terarijo. Zakaj pa je pomembno tudi v živalskem vrtu, da prezimujejo? To prezimovanje, se pravi nizke temperature, spodbujajo zorenje spolnih celic in potem se nam lahko plazilci razmnožujejo. Druga stvar pa je, da jim omogočimo čim bolj naravno vedenje. V bistvu se jim presnova zelo zmanjša, utrip srca se zniža, dihanje se upočasni, kuščarji zaprejo oči, kot da bi spali, in ker so tako nizke temperature, se zato tudi ne premikajo. Tako je tudi v naravi, ko se krajša dan in se znižajo temperature, plazilci poiščejo svoja zimska prebivališča in utrpnejo v zemlji v kakšnih odprtinah, dokler se spomladi spet okolje ne segreje. Po prezimovanju se običajno tudi parijo in potem samice odlagajo jajčeca. Ta jajčeca mi odstranimo iz terarijev in jih damo pod posebne pogoje, da jih potem valimo. Katere živali vse smo pa lahko pri vas v hladilniku videli, katere tam prezimujejo? No, trenutno so v hladilniku martinčki, zelenec, kobranka, belouška in progasti kož. V kateri fazi časovni so zdaj, torej kdaj se bodo prebudili? V fazah so zelo različnih. Mi vodimo evidenco, kdaj je začetek prezimovanja, kdaj ga moramo zaključiti, tako da nekatere so že prezimile, druge so pa zdaj nekje na sredini prezimovanja. No, ob tem pa tudi stalno nadzorujemo temperaturo v tem hladilniku, kar mora biti med 5 in 7 stopinjami. Povezanost človeka in konja sega v pradavnino. Že starogrški antični zdravnik Hipokrat je zapisal, da medicinska gimnastika na konju krepi kri in duha. Terapije s konji so v veliko pomoč vsem, ki imajo kakršnekoli težave z gibanjem, koordinacijo, ravnotežjem in slabo držo. Od leta 2005 to vrste terapije izvajajo tudi v okviru ustanove Fundacija Nazaj na konja, ki ima sedež v Konjeniškem parku Starošince. Trenutno imamo 5 terapevtskih konjev in sicer 3 aktivne. Ena kobila, ki je sicer malo starejša, 12 let je že stara, je še v procesu šolanja, bila je donacija iz kobilarne Lipica. Tam najmlajši član naše terapevtske družine, če lahko tako rečem, je pa star 3 leta. Njega čaka še pa kar nekaj let šolanja, preden bo lahko postal pravi terapevtski konj. Kakšen pa je pravi terapevtski konj? Kako sploh izberete, kateri konji so za to primerni? Osnova pri tem je, da ima konj naravno voljo po sodelovanju z ljudmi. Se pravi karakter konja, želja biti v družbi, biti med ljudmi. Potem je tukaj seveda konjova sposobnost, se pravi fizične značilnosti, da je dovolj mehkega koraka, da ima enakomeren hod in vse te kategorije.
barva in pasma torej nista pomembni. Glede spola je pa tako, da najraje uporabljamo kastrate. Žrebci so pravzaprav za terapije popolnoma neprimerni, ker imajo pač te svoje nagone, ki jih moramo izključiti iz kakšnih nevarnih situacij. Konj je enakovreden član terapevtskega tima. To pomeni, da je naša naloga, nas, ki smo preostali člani, da sledimo tudi njegovemu razpoloženju in mu pri tem tudi prisluhnemo. Sicer pa mora, tako kot vsi ostali timski ljudje, sodelovati v timu. Se pravi, mora imeti to sposobnost, da se prilagaja situaciji, da je poslušen, vodljiv in da ima nek svoj karakter, kajti tudi karakterne lastnosti konja so pomembne pri določenih terapijah. Koliko terapij pa lahko konj izvede? Verjetno je to naporno tudi zanj. Seveda, zelo pazljivi moramo biti, da konja ne prenasičimo, kajti to je psihično zelo naporno delo. Konj mora biti ves čas v pozornosti, v koncentraciji. Moramo vedeti, da je konj žival gibanja, da je žival, ki ima rad svobodo. Sicer je čredna žival in prav zaradi tega lahko delujemo z njim skupaj pri terapijah. Konj lahko sodeluje pri terapijah prav zaradi svojih naravnih sposobnosti, se pravi, je čredna žival, ki se prilagaja tudi človekovemu načinu komunikacije. Pri terapijah je pomembno, da konj zelo zaupa ostalim članom terapevtskega tima, da je poslušen, da je vodljiv in da odreagira na takšen način, da nikoli to ni nevarno za terapevtsko situacijo. Se pravi, mora biti prav specialno pripravljen in posebej izšolan za to vlogo. Zadnji 2 leti na terapije s konji v Starošince prihaja tudi Dominik. V tem času opažam pri njemu precej sprememb na področju koordinacije gibov, na izboljšanju kognitivnih funkcij, fine motorike, grobe motorike in pa tudi razpoloženja. Rad ima živali, rad ima konje in z veseljem pride vedno na to terapijo. Ne, veste, jaz sem za vse življenjsko učenje in tudi terapija je za mene pač učenje oziroma učenje za mojega sina. To mu lahko nudim in dokler bova lahko, bova seveda hodila na te terapije. To pomeni, dokler bova fizično lahko. To sorazmerje oziroma vzajemnost med konjem in jahačem, uporabnikom, se vsekakor čuti. Konj definitivno čuti vsak premik na njem, zato je tudi to zanj psihično, ne toliko fizično sicer naporno. Na Dominika terapija vpliva v pozitivnem smislu, ker se na konju sprosti, ve, da mu to prinaša nekaj pozitivnega, pozitivno energijo. Del terapije ni le jahanje, temveč Dominik za konja poskrbi pred jahanjem, po terapiji pa za njim tudi počisti. S tem v bistvu hočemo doseči tudi, da naši otroci vejo, da so okrog konjev potrebne neke delovne navade. Za konje je potrebno ustrezno poskrbeti, tako pred jahanjem, kot tudi po koncu jahanja. In enako znanje, kot ga dajemo recimo našim jahačem v šoli jahanja, posredujemo hkrati tudi otrokom, mladostnikom, odraslim s posebnimi potrebami, ki prihajajo k nam na terapije s pomočjo konja. Tala. Kadar govorimo o labodih, običajno pričakujemo, da jih bomo videli ob ali v vodi. Skupina labodov, ki dobršen del zime preživlja na polju v Betnavskem gradu v Mariboru, je vznemirila kar nekaj naših gledalcev. Skrbi jih, da so morda poškodovani. Pojasnilo smo poiskali pri predstavniku Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Gledalce lahko pomirimo, da je to običajno vedenje za labode. Še zlasti v zimskem času je prehranjevanje labodov izven vodnih površin, zlasti na kmetijskih površinah, nekaj povsem običajnega. In tako velja tudi za teh nekaj osebkov, ki jih lahko v večini let opazujemo na tem delu Maribora. Ti labodi, ki jih
po zimi srečujemo pri nas, večinoma niso iz naše gnezdeče populacije, ki ni zelo velika, ki šteje okoli 100 parov, čeprav se njena številčnost povečuje, ampak je število labodov po zimi pri nas večje, kajti k nam pridejo tudi osebki iz drugih populacij, iz drugih delov Evrope. Tako da, bom rekel, v zadnjih letih lahko rečemo, da zimo pri nas preživijo okoli 1500 labodov. Večinoma ga preživijo na večjih rekah, ki ne zaledenijo in ponavadi v bližini človeških bivališč, kjer je, bom rekel, v tem času na voljo zaradi hranjenja in drugih dejavnikov tudi dodatni viri hrane. Je to dodatno hranjenje dobro, labodi to potrebujejo ali lahko sami najdejo hrano v naravi? Ni potrebno, razen morda v ekstremnih razmerah, so se pa labodi nekako na to navadili in v bistvu ni slučajno, da se labodi zadržujejo v teh delih v bližini človeka. Kajti še nekaj desetletij nazaj je labod veljal za divjo in celo zelo plaho ptico. To veliko širjenje populacije se je začelo nekje v 60-ih letih. Kasneje so pa labodi v bistvu zasedli večji del Evrope, z izjemo najbolj severnih in najbolj južnih delov. In pri tem je veliko pomagal človek, tudi z vnašanjem osebkov za namene okrasnih živali je pripomogel k temu širjenju. In v bistvu labodi, današnji labodi so navajeni na bližino človeka in tudi navajeni na hrano, ki jo dobijo strani človeka. Če jim človek že da hrano, kakšno hrano pa naj jim da in kaj zagotovo ne? Ja, vsekakor ponavadi ljudje hranijo labode z kruhom, kar ni najboljša rešitev. Vsekakor je boljša hrana, ki spominja in je podobna hrani, ki jo sicer v naravi uživajo labodi, in to je v pretežni meri rastlinska hrana. Se pravi, solata, koruza in podobno je boljše kot kruh. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije vas tudi letos vabi k opazovanju ptic, ki se pozimi pojavljajo v naši okolici. Ja, namen te akcije je v bistvu po eni strani malo pozornost usmeriti na ptice, na naravo, ki nas obdaja, tudi v naseljih. Po drugi strani bi pa radi ugotovili, kaj se dogaja s pticami v naši okolici, a se njihovo število povečuje, zmanjšuje, ker te spremembe so tudi en znak, kaj se dogaja z našim okoljem. V bistvu je letos to že 5. leto, s tem, da prva leta so bila bolj pilotna, ampak zdaj počasi se bo pa že dal tudi kakšne podatke izluščiti. Recimo zadnja leta sicer se pokaže, da so najbolj številne vrste so domači vrabci, najpogostejše, največkrat opažene velike sinice, ampak po mnogih letih se bo pa dal videti tudi, če so kakšne spremembe. Tujini to že spremljajo precej dlje časa in tudi bolj množično kot pri nas. In tam se je recimo pokazalo, da take vrste, kakor je pri nas domači vrabec, povsod pogosta ptica, je tam že postal zelo ogrožen, zelo redek in ga v bistvu, tako ko greste ven v naseljih, ga ni mogoče več videti, je zelo redek. Lani je pri akciji sodelovalo 731 opazovalcev. Skupaj so v naseljih opazili kar 6067 ptic, ki so pripadale 46 različnim vrstam. Pomoči pri opazovanju bodo veseli tudi letos. Tak zelo enostaven način je v bistvu, da si v tem tednu od 28. januarja do 5. februarja vsak izbere pol ure in v tem času opazuje ptice. Za pomoč smo pripravili tak letak s temi najpogostejšimi vrstami, ki jih lahko vidimo v naseljih. In v bistvu potem vsak napiše, katere ptice je videl, koliko vsake izmed teh vrst. In potem to zbiramo, te podatke, do konca februarja. V katerih okoljih naj opazujejo? Predvsem nas zanimajo naselja, ampak tudi recimo, če je kakšen vikend malo bolj na podeželju, tudi ni problem. Predvsem okrog hiš, v naseljih, tudi v mestnih središčih, tudi tam lahko najdemo ptice. Krmljenje ptic je najenostavnejša možnost za njihovo opazovanje. Ptice sicer same najdejo dovolj hrane v naravi, je pa tako, če jim pa želimo pomagati, je pa lahko recimo nastavimo kakšne semena, naprimer sončnice, take stvari.
This is our love story from my own point of view. It started as I was watching you from above. I was watching you. I was arriving. Then I decided to run, to go down to meet you. And as I was falling down, we had some kind of connection. I saw you coming closer and closer to me. But the sad story is that I was giving all my powers to you, and now I could no longer fly and watch you. I could no longer fly right above you. I have no other choice. I could no longer fly. I'm coming to tell you goodbye. I can't say anything to you. I'm just falling down softly into your arms. Into your arms. I became you. V prejšnji oddaji smo že spoznali nekaj živali, ki živijo v vivariju Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Danes bomo spoznali še nekatere druge. Spoznali bomo še dve predstavnici dvoživk, za katere skrbijo v vivariju. Voščene rege so drevesne žabe, ki prebivajo v Avstraliji. Tisto prvo, kar opazimo pri voščenih regah, so njihovi razširjeni prsti, razširjene konice prstov, in na spodnji strani imajo oprijemalne ploščice, ki jim omogočajo, da lahko plezajo po zelo gladkih površinah, kot so na primer po listih, steblih, lahko pa tudi po steklu. In njihova koža je zelo gladka, v njej so številne žleze, ene izločajo snus, potem druge pa izločajo poseben strup, ki varujejo živali pred okužbami z mikroorganizmi. Potem je tudi značilno za dvoživke nasploh, da se levijo. To pomeni, da ulevijo roževinasto plast kože, velikokrat jo tudi pojedo. Za voščene rege je pomembno, da je terarij dovolj vlažen. Vseeno pa mora biti dovolj zraka, torej prezračevanje, zato je na vrhu pokrit z mrežo. Vseeno pa so položena tudi steklo, ki zadržuje vlago. Podlaga je mešanica, potem pač prsti za presajanje rastlin, šote in pa peska, in jo tudi redno vlažimo. Prav tako zalivamo rastline, ki so v terariju. Ker so pač voščene rege drevesne žabe, je pomembno, da imajo v terariju tudi kakšno vejo, po kateri lahko plezejo. Čez dan pa se ponovadi skrivajo, ker so pač večinoma nočne živali. V terariju imajo tudi posodo z vodo, v to posodo pogosto tudi iztrebljajo, zato jo tudi redno menjavamo. Hranimo jih z žuželkami, s črički, z ščurki, recimo ličinkami mokarjev. Moramo pa pač biti pri tem pazljivi, da je plen manjši oziroma maksimalno tako velik, kot je razdalja med očmi, saj se v nasprotnem primeru lahko žival tudi zduši. Drevesne žabe, zato imajo tudi take na prsti, ki se lahko prijemajo. Z navadnimi krempljarkami, ki živijo v celinskih vodah Afrike, je povezana vrsta zanimivosti.
Tukaj imamo navadne krempljarke, ki jim v ujetništvu in v bistvu uredimo okolje za čim več rastlinstva. Se pravi, posebnost njihova je predvsem v tem, da živijo samo v vodi. Če bi recimo prišlo do slučaja, pa bi navadna krempljarka odšla iz vode, bi potem se v roku približno 2 ur izsušila. Potem, zakaj so v bistvu navadne krempljarke dobile to ime? Predvsem na zadnjih nogah imajo 3 črne kremplje, s katerimi si potem tudi hrano v bistvu razkosajo, da jo lažje pojejo. Mi jih hranimo z ličinkami držače. To so v bistvu ličinke žuželk. Potem prehranjujejo pa se tudi z majhnimi ribicami, z deževniki ali pa z perutnino. Navadne krempljarke so postale poznane po letu 1930, ko so jih v bistvu začeli uporabljati za test nosečnosti. Namreč so samicam vbrizgali v izvodilo črevesja urin noseče ženske, so začele leči jajca. In to je bil dokaz, da je ženska noseča. Ta metoda je bila popularna kar nekaj časa. Kasneje pa so ugotovili, da lahko za ta test uporabijo tudi druge vrste žab. Prebivalce Vivarja, Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, lahko v živo spoznate tudi sami. Od 28. januarja do 2. februarja, v tednu odprtih vrat. Za predšolske in pa šolske otroke organiziramo učne urice, kjer poskusimo na zanimiv in zabaven način približati določene živali, njihove značilnosti. Otrokom omogočimo neposreden stik z njimi in pa tudi pokažemo, kako in s katero vrsto hrane hranimo in jih tudi vključimo pri tej dejavnosti.